Dobro jutro. Zdaj v uvodu bi bilo najbolje dati en zvok pištole, pa s tem pokazati kaj, da so odpihnili Mavericksi Clipperse na drugem srečanju na njihovem terenu še enkrat, ali bi bilo bolj primerno, da rečemo, da jih je Luka svojo predstavo malo odpihnil, seveda v pomoči soigralcev, ali kaj. Ne vem, težko je začeti zdaj tale podcast iz različnih razlogov. Prvo, ker sem malenkost prehlajen in se opravičujem naprej zaradi samega zvoka. Drugič, vse najboljše Matej, ki je poskrbel, da sem včeraj bil malo dlje buden, ampak nič za to, ker je tale tekma danes vrnila vse. Kar je bilo mogoče malo težje včeraj zaspati, za naporno noč je bilo danes se lažje zbuditi, spremlja tekmo. Kratek intermezzo. Če želite nove vsebine, nove podcaste, se hitro naročite spodaj in pa kliknite tudi zvonček, kjer dobite vsa obvestila o novejših videih. Hvala, uživajte v preostanku podcasta. In vmes med tekmo komentirati z mojim dobrim prijateljem, znancem Urbanom, nekdanjim košarkarjem Urbana Gorjanca, verjetno marsikdo od vas dobro pozna, smo udarila eno strokovno debato med tekmo in se čudila. Evo, čudila sva se, najbolj sva se čudila igri Luke Dončića. Zdaj, če se dotaknem prvega podatka, težko je zdaj izbrati enega med vsemi temi dejstvi, ki so padla na Lukovo predstavo danes proti Clippersom. Dajmo izpostaviti prvo. 39 točk je dal tip. Clippersom zunaj. Pa da rečem v koliko toliko isti sapi še, da ta podatek, da je dal Luka 39 točk, niti približno ni najbolj važen, niti blizu temu, da pove največ o tem, kaj se je dogajalo. Ne. 39 točk ni ključno. To je samo en podatek, ki oriše nastop Luke ob koncu, da je tip dosegel v prvem krogu končnice proti enemu izmed velikih favoritov zahoda 39 točk. Krilo ga je 6 tipov na prejšnjem blogu oziroma vlogu, kakorkoli, vseeno sem jih označil kot stekli psi. Zakaj? Zato, ker so eni izmed boljših branilcev, kar se NBA tiče na drugi strani. Kawhi Leonard, ki zna igrati obrambo, pa še kak zna, ki ima ogromne dlani, ki je težko mimo njih priti. Patrick Beverley, ki mu slina teče dol iz ust, ker je tako napaljen za igro v obrambi. Paul George, ki ima razpon rok, ne vem kakšen, ampak gre za fantastičnega branilca od takrat dalje, ko je igral za Indiana Pacers. Mr. Morris, ki ima neporavnane račune z Luko še iz prejšnjega play-offa, vsi vemo, kaj se je dogajalo. Batum, ki je najboljši obrambni igralec Francije že odkar je začel basket igrati. Rajon Rondo, ki je tako pokvarjen igralec, da dol padeš, pa ga je kriv. Nekoga sem spustil. Da ne bomo delali krivice Luki, bomo poiskali šestega igralca, pa zdaj to čim prej. Patrick Beverley smo, Georgia smo, Kawhi Leonarda smo. Glavnem, Rondo, Batum, Beverley, George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, no vse boste sami ugotovljenega, nisem naštel, vseeno. Glavnem, ja, 127-121, basket, atomski, totalen basket, če se po nogometno izrazim, atomski basket, se pravi, to, kar pač imamo košarkarski sladokusci radi, to smo danes dobili. Na puno je šlo, trd basket, močen. Skratka, ne da se niso igrale obrambe, pa še kak so se igrale obrambe pri Clippersih, predvsem nad Luki. Če ne verjamete, dajte si pogledati, kaj je to totalen pritisk non-stop. Marcus Morris je v nekem trenutku tekme zaželel, da bo Luko pokril na prostem metu od Dallasa, pa je majster šel čez polovico, pa mu je dal na koncu and one koš. Malo pred tem mu je vrgel stebek trico, še malo pred tem mu je pa v faco zabil. Tako da svaka čast za pogum, Morris.
Paul George ga je kriv v prvem polčasu konstantno, Paul Beverley ga je kriv konstantno, Kawhi Leonard na drugi strani je dal 30 pik v prvem polčasu. Pa to je neverjetno, kaj so se ekipi šle. Da vam samo to povem, 67% met ob polčasu je imel Dallas, pa ga je izgubil. Polčas govorim. To je nepredstavljivo. Ampak je pa Dallas dobil prvo četrtino, kaj ima to veze, če dobil prvo četrtino? Ja, ima veze, ker je zdaj v tej sezoni 29-0 za Dallas v končnih zmagah, ko je Dallas dobil prvo četrtino. Zdaj pa mi vi povete, če to nič ne pomeni. Mislim, da preklemano dosti pomeni. Skratka, ob tem izidu bi prvi komentar najverjetneje bil, da se obrambe na te tekmi niso igrale, pa je to res daleč vsega skupaj. Torej, Luka je imel 39 točk na tekmi, na srečanju, ob metu 16-29, se pravi 55% met, 5-13 za 3 točke, 38,5 in pa 2 od 7 prosti meti, 28%. Groza, ne? Dame in gospodje, to je izgledalo tako, kot da je Luki najtežje na tej tekmi zadeti prosti met. Preprosta razlaga z moje strani, enostavno je bil preveč sam. Ne vem, to je tako izgledalo. Mislim, sliši se čudno, res, ampak enostavno je bilo to brez vsakršnega izziva. Absolutno je bil tudi utrujen. Mislim, 38 minut pa 4 sekunde je garal. Ob tem je izgubil 7 žog, naredil kar nekaj neumnosti. Ja, je. Ampak govoriti o neumnostih na takšni tekmi, kot smo jo danes spremljali, je tako bogokletno skoraj, no. V glavnem, to je bila mogoče vsaj do polčasa najboljša tekma, kar smo jo lahko ljubitelji košarke danes videli, pa bi si skoraj upal trditi, da najboljša tekma Luke, kar jo je kdajkoli odigral, če ne bi bilo ob koncu nekaj napak, ki jih pripisujemo utrujenosti, pa kakšnemu neizdelanemu metu preveč. Ampak šlo je za eno izmed najboljših tekem, kar jih je Luka kdajkoli odigral. Na koncu je imel plus minus samo +3, kar je v bistvu najbolj lažniv del statistike, bi rekel danes. Pa ne, da je Luka držal v igri Dallas, ampak poteze. Mislim, lahko bi sestavil top 10 akcij samo v tej tekmi, res, ker so bile izjemne. Od zabijanja, ki sem ga prej omenil, do neverjetnega fadeaway meta z ogromnim lokom preko Kawhija Leonarda, ki je močno spominjal ali na Nowitzkega ali pa Michaela Jordana. Vi izberite. Do tega, da v neki situaciji zgreši 2 prosta meta, v naslednji akciji pa v teku iz ene noge na stran zadane trojko. Dajte no mir, mislim, svašta res. Danes smo videli ogromno. Ne smemo pozabiti, Luka ni igral sam. Predvsem Tim Hardaway Jr. je danes odigral zelo dobro srečanje. 6-8 za 3. Porzingis 3-4 za 3, skupno 20 točk. 8-12 med skupno. Glede na to, da je naredil bedarijo pred srečanjem, da je šel malo ven bar, pa malo te njihove pravila druženja zdaj kršil, pa si prislužil $50,000 kazni, je še dobro odigral srečanje, no. Jalen Brunson je imel spet svoje določene trenutke, kjer je res odlično odigral, 9 točk na koncu. Skratka, vključila se je cela ekipa in na koncu zgleda, kot da je Rick Carlisle trener leta pisma, res. Ne vem, zdi se mi, da je odvodil odlično. Luki je dal počitek v enih pravih trenutkih, takrat je ekipa celo držala rezultat. In ja, mislim, dobro je zdaj skupaj izgledalo, pa preklemano dobro, no. Tako da, Luka je imel neko krizo takoj na začetku drugega polčasa, žoga enostavno ni hotela not, vsi meti so bili malo prekratki. Tisti, ki ste gledali, itak vidite, pol je prišla ena trojka, ki je vse skupaj spremenila. Tako da iz
mislim, da 23 točk na polčasu, ne me držati za besedo, na 35 do začetka zadnje četrtine. V glavnem 35 točk je dal do takrat, ja. V glavnem, danes je tak dan, ne, ko komaj čakam, da se oglasijo ameriški analitiki, res, prisežem. Itak poznam enih par, ki se bojo obesili na 7 izgubljenih žog, pa katastrofalni met iz prostih metov, valjda, ne, da se bojo, ker se pač morajo, ker je to del službe, ne, ker pač na eni strani je en, ki bo Luko zagovarjal, na drugi je en, ki ga bo grajal, ne. To je pač del medijske propagande, ki more biti, ki privablja ljudi, ki sproža interakcijo, skratka, ampak res me zanimajo, no, razni strokovnjaki, kaj bojo danes povedali, ker to je pa bila tekma, ki je držala gor po koncu vsakega, ki je bil hudo zaspan, res izjemno, izjemno. 2-0 za Dallas, 2 tekmi v gosteh, serija se seli v Dallas. A lahko že slučajno rečemo, da Luko letos ne bomo spremljali v kvalifikaciji za olimpijske igre? Ne, ne moramo. Hudo prehitro je, nikakor ne. Tako je, no, čisto, če gremo direktno. Dallas se ne sme uvrstiti v finale konference. V finale konference, to je finale pred finalom. Če se to zgodi, Luko sigurno ne bomo gledali v kvalifikacijah za olimpijske igre. To je dejstvo. Če izpade prej, bo imel manj počitka. Zdaj jasno je, da bomo spremljali najmanjše 4 srečanja v tej seriji. Najmanj. Ne, kaj govorim, pardon. Najmanj 2, ne. Ampak vsaj 4 srečanja še potrebujejo Clippersi, če hočejo kajkoli spreobrniti, ne. Tako da imamo še kar nekaj se za veseliti naprej, ne. Tako, navijači, spremljevalci Luke, mojega kanala, zdaj pa si lahko dajete duška tudi vi, spodaj v komentarju, kako ste vi videli srečanje. A sem jaz malo, da preverem eno misel, no, ki sem jo tekom srečanja zapisal, malo je bila obrnjeno v štajerščino, ampak mislim, da boste bistvo razumeli. Zgubljam v bistvu vse besede možne o igri Luke, ko ob taki tekmi, taki igri Dončića rečemo, da je še očitno kaka napaka preveč. V tistem se vprašaš, ali si ti fuken, ali je on res tako noro dober. Naj bo to ena končna iztočnica, končna misel v temle podcastu. Skratka, kako ste pa vi videli srečanje, kaj vas je najbolj navdušilo, kaj vas je zmotilo, kaj napovedujete in tako naprej. Spodaj v komentarju, še enkrat se vam lepo zahvaljujem za vaš čas, za spremljanje, zelo cenim. Luka, ti si car, Dallas, svaka čast, Rick Carlisle, svaka čast, Jim Carrey, a.k.a. Porzingis, Tim Hardaway Jr. in vsi ostali, svaka čast, slišimo se do naslednjič. Gregor sem bil z vami. Lep preostanek dneva. Čao!